Dober dan in pozdravljeni vsi skupaj na webinarju z naslovom Osebne finance v trenutni situaciji. Vsi skupaj smo se dobili na temu webinarju. Webinar tudi oddajamo na Facebook Live, tako da tisti, ki imate Click Meeting povezavo, dobrodošli in pa tudi seveda posebej dobrodošli na Facebook Live. Mi je David Nahtigal in skrbimo le za tehnični del, da se ta seminar izvede. Pri pregledu prijav pa vidim, da se v bistvu že kar lepo polni, zasedba je že več kot 100 prijavljenih, tako da mogoče samo še sekundo počakamo, tacaj pa nekaj tehničnih stvari. Se pravi, sam seminar se spremlja lahko prek navadnega browserja ali aplikacije na navadnih telefonih, se pravi mobilnih telefonih in pa računalnikih prek browserja. Priporočujem mogoče uporaba Chrome, ker je najmanj težav. Na Facebooku se lahko tudi prijavite na stream, tako da mislim, da bo šlo v redu. Zdaj pa komunikacija, predavatelja bo to pač imela svojo predstavitev, vi pa lahko svoje vprašanja vpisujete v chatbox. Chatbox je na desni strani spodaj, kvadrat, kamor lahko vpisujete vprašanja in kar se bo dalo, se bo tudi sproti odgovarjali, tako da kar bomo v bistvu počasi lahko začeli. Edino mogoče prvi test, če me vsi slišite, če je v redu, bi sam prosil, če se v chat napiše še odgovor. Slišimo, ok, dela, super, dobro. Ok, potem pa jaz predajam besedo današnjemu predavatelju Luku Flere in pa moderatorici Mariji Pregelj in ti kar predajam besedo. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni tudi v imenu družbe General Investments. Sem Marija Pregelj in v družbi General Investments vodim marketing in odnose z javnostmi. Z mano je pa tudi Luka Flere, direktor naložbenega sektorja pri General Investments, sicer pa tudi nosilec prestižnega priznanja naj upravitelj leta 2018 po izboru revije Moje finance. Živjo. Za tiste, ki nas ne poznate, najprej nekaj besed tudi v sami družbi General Investments. Smo najstarejša družba za upravljanje v Sloveniji. Ustanovljeni smo bili leta 1994. Upravljamo Generali krovni sklad s 16 podskladi, med katerimi je tudi naš najstarejši vzajemni sklad v Sloveniji, to je Generali Galileo. Lani smo postali del skupine Generali, tako da smo se tudi preimenovali, predtem smo bili KD skladi. Danes smo se zbrali na tem dogodku oziroma mu prisostvujemo, ker spodbujamo iniciativo Najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje, iniciativo zavarovalnice Generali, ker so osebne finance pomemben del našega življenja, ki se ga ponavadi zavedamo ravno takrat, ko v bistvu bi kakšen finančni nasvet najbolj potrebovali in ko smo v bistvu soočeni z največjimi finančnimi izzivi. Zato vas vabimo, to je v bistvu že eno prvo priporočilo naše družbe, da resnično vsako leto upravite osebni finančni pregled, ravno tako kot upravite pregled pri zdravniku ali pa tehnični pregled vašega avtomobila, kajti pomembno je, da sledite svojim financam, kajti od njih je v bistvu odvisen vsak korak v vašem življenju. Na današnjem dogodku bomo v bistvu pregledali 4 glavne teme. Prva je ta, kakšni varčevalci, kakšne varčevalne navade imamo Slovenci. Druga je, kaj to pomeni za nas, kajti podatki kažejo v bistvu, da imamo skoraj polovico svojega premoženja na bankah oziroma v gotovini. In kaj to pomeni za nas, kakšne posledice imamo zaradi tega, ker je pomembno, ko se odločamo za to, kam bomo svoje prihranke naložili, kakšno je trenutno dogajanje okrog nas in po svetu, bomo pregledali tudi, kaj se dogaja na kapitalskih trgih in na koncu vam bom z Luko podala tudi en tak oseben finančni nasvet v trenutni situaciji. Tako da že vabim vas tudi zdaj, da nam zastavite vprašanje, skušala vam bova odgovoriti tekom tega dogodka, če ne pa tudi kasneje prek Facebooka v komentarju ali pa tudi kasneje prek kakšnega osebnega maila oziroma kadarkoli smo vam na razpolago. Lahko nas tudi spremljate prek naše spletne strani, kjer imamo v bistvu tudi predstavljenih 7 korakov, kako v bistvu priti do svojega zastavljenega finančnega cilja. Tako da predlagam, da kar začnemo.
Besedo bom predala Luki, kar s prvim vprašanjem. Kakšen narod smo Slovenci, Luka, glede na to, kaj kažejo statistični podatki in ali sploh poznamo osebne finance? Ja, še enkrat lep pozdrav tudi v mojem imenu. Najprej hvala vsem, da ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. Pa če kar, probam odgovoriti na tvoje vprašanje, kaj Slovenci vemo o osebnih financah. Mislim, da na začetku moramo biti kar odkriti in priznati, da vseeno finančna pismenost Slovencev ni na ravni, na nekem evropskem povprečju, če temu tako rečem. Malo najbrž za zgodovine, pa tudi kakšnih drugih dejavnikov, predvsem kar se tiče različnih možnosti varčevanja, nismo najbolj finančno opismeni in tukaj bo treba kar veliko še narediti. Osebne finance so po moje zelo pomembna tema in mogoče, če vam v uvodu samo en zelo ekstremen primer predstavim. Športnike imamo vsi radi, spremljamo uspehe njih, ko slišimo, koliko zaslužijo, se najbrž marsikateremu od nas kar malo zavrti v glavi, ko vse te podatke slišimo, pa te ogromne številke. Zelo take zanimive statistike imamo recimo za ameriške profesionalne lige. NFL, to je liga ameriškega nogometa, NBA, pa itak vsi poznamo, ker Luka in Goran tako dobro tam igrata. Tako da mogoče vprašanje ali pa da probate pri sebi premisliti, kakšen procent teh igralcev, ki tekom svoje kariere služijo te bajne milijone, po koncu kariere bankrotira. Marija, imaš mogoče ti kakšno številko ali pa tvoje mnenje? Recimo, da jih 5% ne. 5%, da jih ne. Ja, dobro, to je zelo ekstremno. Ampak recimo za NFL je številka, da 80% vseh igralcev 2 leti po koncu kariere je v osebnem bankrotu. Za NBA je ta številka sicer malo nižja, ampak še vedno kar krepko nad 50%, 60%. Tako da, seveda, brez dvoma gre za izjemne atlete, športnike, ki s svojimi veščinami si zaslužijo ta denar, ki ga tudi tekom kariere služijo, ampak več kot očitno pa v osebnih financah kaj zelo veliko ne vejo oziroma niso niti toliko zaveščeni, da bi si poiskali pomoč, ki s tem denarjem, ki ga imajo, bi si jo lahko privoščili. Tako da to so številke, kaj dosti boljš, da ne boste mislili, tudi ne zgleda, če pogledamo, ne vem, če kdo sanja mogoče, da bo na lotu zadev, pa da bo vseh skrbi potem konec, spet podatki za Ameriko, 70% vseh ljudi, ki zadane ta glavni dobitek na lotu, bankrotira. 70%. Tako da ni dosti, da smo v unem, ne vem zdaj iz glave, koliko je res minimalen promil ali kakršna je verjetnost, da zadanemo jackpot, pol moramo biti še v unih 30%, da s tem denarjem znamo nekaj narediti in da po parih letih nismo brez vsega. Tako da osebne finance definitivno zelo pomembna tema, sodi v nabor znanj, po moje za vsakega posameznika, ne glede na to, kaj dela, s čim se ukvarja in ko govorimo o Sloveniji, mislim, da bi bil čas, da bi se o tem začeli učiti naši otroci že kar v osnovni šoli, če ne v posebnem predmetu, pa saj mislim, da nujno mora to v kurikulum zaiti. Tako da toliko mogoče o vodu. Zdaj, kakšen narod smo Slovenci, ko govorimo o varčevanju, lahko rečemo, da smo zelo varčen narod. In Marija, če mogoče prvi slajd pokaževa, kjer imamo podatke OECD-ja, smo med bolj varčnimi državami na svetu. In s tem se lahko pozitivno pohvalimo, sigurno. Na tem grafu imamo procente, kakšen delež našega razpoložljivega prihodka državljani posameznih držav privarčujejo. In za Slovenijo je ta procent 7,33%. Se pravi, malo manj kot 7,5%,
razpoložljivega dohodka mi na leto privarčujemo. In to nas med vsemi državami OECD uvršča na 10. mesto. Seveda je tukaj več faktorjev, ki vplivajo na to, od same relativne razvitosti držav, kakšen je naš absoluten prihodek, koliko pol lahko damo na stran, ampak kakorkoli obračamo, se vemo tudi sami, pregovorno smo Slovenci zelo varčen narod. In naše finančne premoženje znaša okrog 57 milijard evrov, kar je ogromna številka. V lanskem letu se je to naše finančno premoženje povečalo, se pravi v letu 2019, za 4,1 milijardo evrov. V tabeli levo imate, kako so ta sredstva razporejena, desno pa neke povprečne zneske. Zdaj, če razdelimo teh 57 milijard finančnega premoženja na približno 825 tisoč gospodinjstev, kolikor nas v Sloveniji je, dobimo te številke, ki jih imamo na desni strani. Se pravi, v povprečju ima slovensko gospodinjstvo privarčevanih malo manj kot 70 tisoč evrov. In zdaj, ko pogledamo to relativno, imamo od tega približno 40% v depozitih, 8% še v gotovini, se pravi, če to dvoje seštejemo skupaj, lahko rečemo, da imamo približno polovico našega finančnega premoženja v gotovini in v depozitih na bankah. Potem so pa še ostale strukture, naložbe v lastniški kapital 30%, od tega je recimo 10% v finančnih skladih, v vzajemnih skladih, se pravi, če imamo v povprečju 20 tisoč približno v naložbah v lastniški kapital, ima v povprečju vsak Slovenec približno 2000 evrov v vzajemnih skladih. V življenjskih in pokojninskih zavarovanjih imamo 14% in v ostalih kategorijah približno 8%. To slika zelo zanimiva in ker se vedno radi primerjamo z Evropo, bomo pogledali v bistvu tudi, kako je v Evropi, tako da nadaljujemo z razdelitvijo finančnega premoženja v evropskih gospodinjstvih. Ja, na tem grafu pa lahko vidite v bistvu, kako je porazdeljeno to v povprečju za Evropsko unijo. In če smo rekli prej, Slovenci v povprečju polovica v depozitih in gotovini, lahko vidimo, da tale oranžna, rumeno-oranžna stolpec spodaj znaša v evropskem povprečju to približno tretjino. Se pravi, mi v Sloveniji imamo približno 20% točk večji delež v depozitih in v gotovini, kot je to v povprečju značilno za evropske države. Mogoče ena stvar, ki bi jo na tej točki še posebej izpostavil, je ta temno-zeleni del. To so pokojninski skladi in zavarovalniški produkti. Ta delež, če se spomnite, na prejšnjem grafu smo imeli, oziroma na prejšnji porazdelitvi, da v Sloveniji znaša 14%, v Evropi je ta delež konkretno večji, okrog 40%, med 30 in 40, odvisno od države. In to je definitivno prostor, kjer bo treba tudi v Sloveniji v prihodnje, ko bomo diverzificirali svoje finančno premoženje, konkretno razmisliti, kako, in tukaj je kar nekaj prostora za rast. In tukaj seveda smo vam na voljo in v pomoč tudi mi na Generali, tako na zavarovalnici kot na Generali Investments z svojimi produkti in na sveti, kako čim bolj smotrno in smiselno diverzificirati svoje finančno premoženje. Na eni strani preko investicijskih skladov, pa kot rečeno tudi preko pokojninskih, ker vemo, kakšna je demografska slika, predvsem mlajšo populacijo, kaj čaka, ko se bo upokojila, in tukaj ni za odlašati, ampak je treba za varen pokoj začeti varčevati čim prej.
Res je, se vsi strinjamo. Zanimiva so pa tukaj tudi odstopanja pri posameznih državah, kjer se v bistvu tudi vidi razlika potem, v kakšnem okolju živijo posamezna gospodinjstva, ali je to razvito finančno okolje, ali je gospodarstvo napredno, lokalno in tudi širše povezano. Tako recimo lahko vidimo, da so depoziti v bankah v Grčiji v času njihove krize, ki se jo še vsi spomnimo, znašali prek 66%, v skandinavske države in tudi Estonija so pa v bistvu veliko bolj naklonjeni naložbam v lastniški kapital. Nam zelo zanimiv podatek je pa, da so v Belgiji tisti, ki radi varčujejo najraje varčujejo v vzajemnih skladih in njihovi zneski v bistvu se gibljajo med 15,5% gospodinjskega finančnega premoženja. Zdaj pa predlagam, da si pogledamo ta najbolj v bistvu pomemben del, slovenski del, in to so v bistvu vloge v bankah. Kaj pomeni, da imamo Slovenci v bistvu polovico svojega finančnega premoženja v bankah? Ali je to priložnost, ali v bistvu na drugi strani v resnici nekaj izgubljamo? Tako da ti predajam besedo za komentar, kaj pomeni, da imamo Slovenci kako to vpliva v resnici na naše osebne finance, ker mogoče vpliva, pa bolj, kot se mi sami zavedamo. Ja, saj kot smo rekli, Slovenci smo definitivno zelo varčen narod, smo pa tudi zelo konzervativni in to nam med drugim kaže tudi graf. Pa sva že parkrat omenila, da imamo približno polovico premoženja v depozitih in v gotovini in vidite, ta svetlo-rdeča ploščina je, kako se gibajo depoziti na slovenskih bankah od leta 2008 naprej. In če je bila leta 2008, če je bil ta znesek približno malo nad 12 milijard evrov, je to konec lanskega leta zrastel na nekaj nad 20 milijard. Zdaj, podatek je še malo večji, ampak tlele imamo samo depozite, ki so v slovenskih bankah. Del denarja je tudi deponiran na bankah v tujini. Tako da vidimo praktično enormno rast, varčevalo se je, ne moramo reči, da se ni, ampak večina teh prihrankov je ostajala na bankah. Zdaj, eno je zgodovina našega naroda, pa mogoče malo tudi nepoznavanje kapitalskih trgov, tako da čisto razumljivo je, da zgodovinsko seveda depozitne vloge so bile z naskokom najbolj priljubljen inštrument vseh, percepirane so bile vsaj do te naše tudi slovenske bančne krize kot praktično zelo varen ali pa čisto varen instrument in posledično vidimo te visoke zneske depozitov, ki so na slovenskih bankah. Zdaj, realnost, v kateri smo danes, ki jo pa kaže tale črtka, je pa seveda, da obrestne mere padajo zaradi vsega, kar se v svetu dogaja. In se bom tega dotaknil kasneje, ampak tudi zaradi korone krize so zdaj pričakovanja se samo še okrepila, da bodo obrestne mere nizke dalj časa, kot smo to mogoče prej pričakovali. In najbrž vsi izmed vas, ki imate kaj denarja ali pa ste ga imeli vezanega v depozitih, se soočate s problemom, kaj narediti, ko pridete na banko, ko hočete podaljšati depozit, pa je praktično obrestna mera skoraj nič. Kar se vidi, je, da se je enormno povečal delež depozitov, ki niso vezani, ampak so praktično na vpogledne vloge. In ta delež zdaj znaša okrog 70%. Zdaj, če na drugi strani vidimo tle, da so obrestne mere nič, kaj se je recimo v zadnjih 10 letih dalo zaslužiti na kapitalskih trgih? Pa Marija, mogoče, če greva kar na naslednji graf, kjer pa prikazujemo gibanje takega zelo splošnega indeksa za ameriški kapitalski trg, S&P, temu rečemo benchmark indeks za ameriške delnice, ki lahko vidite, kako se je gibal od leta 2007 do
zdaj do začetka maja praktično. Mogoče tale skala malo zavaja, ampak če boste pozorni na začetku 2007, pa vsi se še spomnimo sigurno krize 2008, pa če pogledate na skalo, so tam ameriške delnice v tej krizi padle za 50%. Se pravi, takrat, če bi imeli ta indeks v lasti, bi izgubili 50% svojega premoženja. Potem se je pa začela zadeva popravljati in je rasla in dosegla vrhove, ki smo jih videli pred izbruhom zadnje korona krize, izbruha koronavirusa. Volatilnost indeksa je visoka, se pravi nihanja so, delnice rastejo, delnice tudi padajo. Ampak ko pogledamo v povprečju, tale CAGR, to pomeni povprečna letna donosnost tega ameriškega indeksa z reinvestiranimi dividendami, bi v tem 10-12-letnem obdobju znašala nad 10%. In to je to, kar je lahko alternativa, seveda za tiste, ki si lahko privoščijo več tveganja in to volatilnost, za kar pa moramo imeti seveda tudi daljši časovni horizont, da si to lahko privoščimo. Se pravi, iz vsega skupaj lahko zaključimo, da smo Slovenci v nekem krču, ki se je oblikoval po zadnji finančni krizi in da v bistvu sploh ne vemo, kaj naj počnemo s denarjem, ki ga imamo, oziroma iščemo priložnosti ali pa ne vemo, da sploh obstajajo. Zato držimo v bistvu denar na bankah in čakamo nove priložnosti. Hkrati pa moramo vedeti, da so priložnosti ves čas v drugih naložbenih razredih. Ja. Pa še mogoče en faktor, ki pa spet zaradi trenutne situacije ni tako izrazit ali pa se o njemu govori, to je pa inflacija. Zdaj, trenutno jo seveda ni, tudi izgledi kratkoročni so bolj slabi, ampak moramo vedeti, da z vsem, kar centralne banke po svetu počnejo, se seveda povečuje verjetnost, da srednjeročno bomo spet živeli v okolju, kjer bo inflacija, se pravi rast cen, višja, kot smo bili vajeni v zadnjih letih. In tukaj imamo pa sam pripravljeno naslednjo grafiko, kaj bi pomenili, če mi 80 evrov držimo 30 let, mesečno 80 evrov dajemo na stran, 30 let, če imamo to doma ali pa na vpogledni vlogi, ki se obrestuje po nič, privarčujemo 30, malo manj, 28.800 evrov. Če imamo pa to investirano dolgoročno na kapitalskih trgih, kjer smo predpostavili neko zgodovinsko, dolgoročno povprečno donosnost, 6% in seveda ta zakonitost obrestnega računa, pridemo pa na 80.000 evrov. Se pravi, razlika je ogromna, pri čemer delnice seveda nudijo tudi en del zaščite pred inflacijo. Zaključek bi bil, da imamo ves čas ob sebi dva pomagača oziroma nepomagača, to sta inflacija in obrestni račun, ki se jih v bistvu v osebnih financah premalokrat zavedamo, kolikokrat nam lahko pomagata oziroma škodita. Zdaj pa čas, da se prestaviva na kapitalske trge oziroma na dogajanje, kaj se v bistvu dogaja oziroma kaj se je zgodilo leta 2020. Najprej je izgledalo vse lepo, začeli smo, v bistvu je bilo vse prelepo, na kar se je zgodil virus in seveda ima to posledice, take, kot jih v bistvu sploh nismo pričakovali, tudi v samem osebnem življenju in verjetno jih bomo imeli tudi na osebne finance. Tako da te vabim, da nam malo opišeš, kaj se dogaja po svetu in oziroma kakšen vpliv na kapitalske trge je posledica tega. Ja, saj pač vsi živimo to obdobje, vsi smo soočeni s posledicami, vemo, kaj se je dogajalo. Mogoče oris predvsem z vidika gospodarstev, pa tudi vpliva na kapitalske trge. Če se vrnemo samo mogoče v leto 2008, je svet prizadela globalna finančna kriza, iz katere je trajal v Ameriki manj, ampak v Evropi malo dalj časa, da smo našli pot ven iz tega in da so tudi kapitalski trgi začeli okrevati.
Rast je bila kar visoka, videli ste prej na primeru S&P indeksa, kako so delnice porasle. Tako da konec lanskega leta smo bili v nekem okolju, kjer je izgledalo, da se bo mogoče globalna gospodarska rast malo začela ohlajati, ampak razmere so še vseeno izgledale relativno okej. Potem je pa seveda januarja, februarja, najprej na Kitajskem, se pojavil izbruh novega koronavirusa in če se mogoče spomnimo v tistem trenutku, tudi pri nas v naložbenem sektorju, ko smo te stvari gledali, je zadeva izgledala mogoče tako daleč od srca, ker nas pač ni zadevala v vsakdanjem življenju. Imeli smo v preteklosti že kar nekaj takih dogodkov, tudi izbruhov od SARS-a, MERS-a, prašičjih in ostalih virusov, tako da na začetku najbrž mislim, da nihče izmed nas ni prav zelo zares verjel, da lahko zadeva preraste v tako globalno pandemijo, s katero se soočamo sedaj. Pol se je pa hitro videl, ko je seveda zadeva prišla do Italije in so se ekonomije začele ustavljati, da bodo posledice globalne in zelo velike. Tako da s tem, s čimer smo soočeni danes, je v bistvu neke vrste zaustavitev, nenadna zaustavitev ekonomije, ki jo še nikoli v zgodovini nismo videli in posledično mislim, da danes lahko že rečemo, da bodo tudi gospodarske posledice, vsaj kratkoročno, to je kar vidimo zaenkrat, verjetno najhujše merjeno v kvartalu ali dveh, se pravi četrtletju ali dveh. Tako da v odgovor na boj proti koronavirusu se je izkazalo, da v tej iteraciji edino uporabno orožje je bila zaustavitev ekonomij in ta social distancing in posledično vidimo sedaj cele sektorje, panoge, pa nasploh gospodarstvo, ki trpi ogromno škodo zaradi tega. Imamo sektorje, ki so ekstremno prizadeti, letalski, turizem, gostinstvo, pa potem vrsto sektorjev, ki so malo manj, pa roko na srce tudi nekatere sektorje, ki pa iz vsega tega tudi profitirajo. Mogoče dva taka, ki sta sigurno za izpostaviti, na eni strani zdravstvo, na drugi strani sektor informacijske tehnologije. Stvari, ki jih uporabljamo danes, tudi ClickMeeting, Zoom, Viber, vse ostale aplikacije, povpraševanje po teh zadevah se je enormno povečali in ta podjetja, Amazon, cel e-commerce segment, ta podjetja, že ki objavljajo rezultate tudi za prvi kvartal, bodo rezultati seveda zelo dobri. Tako da, ja, na eni strani, kot rečeno, imamo gospodarsko škodo in padec gospodarske aktivnosti, na drugi strani moramo pa izpostaviti tudi zelo hitre in močne ukrepe vseh, ki ekonomijo lahko spodbudijo. In spet, če mogoče probamo potegniti eno paralelo z ono krizo iz 2008, pa jo ni seveda mogoče, ampak kar lahko rečemo je, da tokrat vsi odločevalci, se pravi centralne banke in politiki preko fiskalnih politik, so začeli ekonomije stimulirati veliko hitreje in v obsegih, ki jih do sedaj še nismo videli. In namen vseh teh ukrepov je, da se proba padec v drugem kvartalu čim bolj omejiti in potem prideti v neko okolje, kjer bi ekonomije lahko normalneje zaživele. Zdaj, kar vidimo kot dejstvo tudi pri nas v praksi, je, da se ekonomija počasi odpira. Moramo biti odkriti, da verjetno čez en teden ne bo tako, kot je bilo decembra ali pa januarja, pač določeni ukrepi bodo ostali. Vse seveda skrbi, kaj se bo zgodilo ob morebitnem pojavu drugega vala, ampak mislim, da bo na eni strani zdravstveni sistem bolje pripravljen, kot je bil sedaj, na drugi strani sama družba bolj ozaveščena, tako da moje osebno mnenje je, da ustavitve ekonomije v takem obsegu in na tak način, kot smo ga videli zdaj, zelo verjetno se to še enkrat ne bo zgodilo, ker je enostavno ekonomska škoda prevelika, na drugi strani bo pa in zdravstveni sistem bolj pripravljen in ljudje bomo, sama družba bo bolj pazljiva in na to pripravljena.
Ampak dajva vseeno pogledati, kako je vse to vplivalo na kapitalske trge. Predlagam, da pokomentirava ta graf. Ja, kar imamo na tem grafu je pa spet, imamo S&P indeks, se pravi ameriške delnice, ki smo ga gledali prej. Druga zadeva, to je pa ta siva črta, je pa tako imenovan indeks strahu. Reče se mu VIX, ne bi niti tehnično razlagal, kaj to pomeni, ampak dejstvo je, da ljudje nismo samo racionalna bitja, ampak smo tudi čustvena in na naše naložbene odločitve ne vplivajo samo racionalni modeli, številke, aj neko podjetje precenjeno, podcenjeno, ampak vplivajo tudi razni socialni, kognitivni, v končni fazi tudi čustveni dejavniki. In dejstvo je, da pač to bomo videli tudi pol, ko bomo govorili, kaj v trenutni situaciji narediti, da ljudje odreagiramo drugače, ponavadi oziroma v povprečju pa lahko rečemo, da kot delniški trgi rastejo, da se pri nas optimizem krepi in na nekem vrhu pride celo do pohlepa, ko pa indeksi padajo, pa seveda najprej narašča strah, to vidimo tle, na koncu pa potem pride do panike, kapitulacije, depresije. In zdaj, najbolj osnoven nasvet, ki pa je mogoče v praksi najtežje ga za izvršiti, je, da se prodaja takrat, ko je euforija na trgu največja, pa kupuje takrat, ko je depresija na trgu največja. Zdaj, če greva mogoče na graf nazaj, Marija, kjer prikazujemo VIX, tle vidite, kje so normalne ravni tega indeksa, pa smo pa s kvadratki označili obdobja, ko gre to izven nekih normalnih okvirjev. In seveda leto 2008 lahko vidite, kam je VIX indeks šel in kako je ameriški indeks delnic takrat padel. In lahko vidite, kam je VIX indeks šel marca letos. Pa če gremo mogoče kar na naslednji graf, prej smo imeli 10-letno zgodovino, tole pa samo dogajanje, kaj se je letos dogajalo na ameriškem kapitalskem trgu. Spet S&P rdeča črta, VIX črna. Vidimo, da je bil nek lokalen vrh dosežen proti koncu februarja, potem je pa indeks v 33 dneh padel za 34%, merjeno v dolarjih. V istem obdobju je VIX indeks šel iz nivoja okrog 10 na ekstremen nivo nekaj čez 80. Take nivoje nismo videli skoraj nikoli prej v zgodovini, mogoče samo leta 2008. Tako da panika v tem obdobju na trgu je bila enormna. In seveda za nazaj je vedno lahko biti pameten, ampak nasvet za naprej mogoče, pa če svoja čustva v takih trenutkih lahko premagamo. Zgodovina kaže, da ko gremo na tem indeksu panike na neke ekstremne nivoje, da je takrat smiselno začeti dodajati pozicije. In kar je mogoče specifika te korona krize, je, da so bili te premiki res ekstremno in izredno hitri. Vidite lahko, da je indeks padel v 33 dneh praktično za 34%, zdaj pa v naslednjih 37 dneh je pa iz tega nivoja indeks že nazaj porastel za 32%. Se pravi, tisti, ki bi kupil na dnu, je letos v malo več kot enem mesecu lahko zaslužil že 32%. Tako da lovljenje dna je zelo težko. Lovljenje dna je praktično nemogoče, tega tudi ne svetujemo. Je pa zelo smiselno, in do tega bova prišla kasneje, postaviti naložbeno strategijo in posledično si oblikovati portfelj, tako da je ta postavljen dolgoročno in da nas tudi takšna volatilnost, kot smo jo recimo letos videli na kapitalskih trgih, ne izterijo preveč. Moramo vedeti, da če se v take naložbene razrede podajamo in da če želimo nekaj več zaslužiti, da se to lahko zgodi. Moramo imeti pa seveda časovni horizont tako dolg,
da se slučajno ne bi znašli konec marca v situaciji, ko bi nujno potrebovali denar in bi mogli po teh nizkih nivojih prodajati. Ali pa da bi se toliko strašili, da bi nas zagrabila panika, da bi zaradi tega začeli prodajati. Tako da predvsem gre tle na svet v dolgoročen horizont in pogled naprej. In tudi v vsakoletni finančni pregled. Tako bom zaključila in nadaljujeva z naslednjo temo. Marsikdo od nas pa vseeno v tem trenutku, ker vedno, ko se vprašamo, kdaj začeti varčevati, je vedno pravi odgovor zdaj. In se lahko vpraša, kam pa, glede na te razmere, ki so trenutno na vseh trgih, kateri so sploh v bistvu naložbeni razredi, ki so nam na razpolago za naše osebne prihranke. Torej, kam z osebnimi prihranki v tem trenutku vedeti moramo, da imamo več naložbenih razredov, ni samo gotovina v nogavici ali pa vloga na banki naša izbira. Vedeti moramo, da je veliko več možnosti, ki jih imamo na voljo, in je pa res, da vsaka od teh nosi določeno stopnjo tveganja in vsaka od teh tudi ni primerna za vsakogar. Tako da, če se vrnemo nazaj na prezentacijo, mogoče začneva s tem, katere so sploh vse naše možnosti in kaj sploh je na trgu na voljo, poleg seveda depozitov. Tlele jih imamo naštetih par. Denar, vloge na bankah se ne bi niti več zadrževali. Imamo že polovico v povprečju Slovenci v teh dveh oblikah. Nepremičnina je tudi ena zadeva, ki je med Slovenci zelo popularna. Zelo radi imamo lastne nepremičnine, na vsak način se probamo izogniti najemu. Tako da eno je seveda za lastne potrebe, drugo je z vidika naložbenja. Z vidika naložbenja gre za relativno stabilen naložbeni razred, kar bi jaz mogoče samo opozoril je, da če se odločamo tukaj individualno ali pa za nakup ene nepremičnine, je, da imamo ponavadi ali pa v povprečju relativno velik delež sredstev skoncentriran v eni zadevi. Se pravi, zelo težko doseči neko diverzifikacijo sredstev. Pa imamo pa ostale oblike, ki pa v Sloveniji so zastopane, ampak relativno manj, kot smo videli prej, glede na evropska povprečja. Vzajemne sklade, se pravi zadeva, ki jo upravljamo pri nas na General Investments. Pokojninski skladi tudi se v Sloveniji, moram reči, v zadnjih letih kar lepo razvijajo. Vsi najbrž veste, da imamo zdaj v ponudbi nove sklade, pokojninske sklade življenjskega cikla, ki jih nudi zavarovalnica Generali. Sami portfelji teh pokojninskih skladov se upravljajo tudi v naši ekipi. Pa potem seveda naložbena življenjska zavarovanja, delnice in ostale zadeve, zlato, kakšne kriptovalute. Predno pa mogoče odgovorimo na samo vprašanje, kam, je pa ključno, da se zavedamo parih faktorjev, med drugim, kje v sami krivulji življenjskega cikla smo in pa seveda tudi kakšen tip vlagatelja smo, ker to dvoje bo v veliki meri definiralo, kako si bomo oblikovali naš naložbeni portfelj. Tako da tlele imate predstavljen en zelo tak splošen primer, kaj se z našimi osebnimi financami tekom našega življenja dogaja. V rani mladosti smo vsi malo zažirali starše, pa živeli na njihov račun, potem doštudiramo, ponavadi potem se najde kakšna služba in pridemo v fazo, kjer bi prihodkovna krivulja mogla biti nad tem, kar porabimo. Se pravi v fazo akumulacije, kjer moramo ustvariti prihranke, ki jih bomo potem črpali v zadnji fazi, v fazi upokojitve. In če se mogoče vrnem sam na začetek tega webinarja in unih 80% NFL igralcev, ki je 2 leti po koncu kariere v bankrotu, zdaj kaj je problem pri njih? Problem pri njih je, da je ta sredinski del skoncentriran na 5 do 10 let, odvisno od poškodb, da je tale krivulja gor oziroma grba ekstremno visoka in da potem zelo verjetno, ko grejo v pokoj, ne prilagodijo svojih izdatkov novi realnosti. Nova realnost je pa ta, da če nimajo druge službe, prihodkov ni več in samo zažirajo to, kar so
ustvarjali prej. Tako da ključno seveda je, kje v fazi tega našega življenjskega cikla mi smo, kakšen horizont imamo do tega trenutka, ko bomo mogli prihranke začeti črpati, in to seveda potem tudi pogojuje, kakšen portfelj si bomo postavili in koliko tveganja lahko prenesemo. Se pravi, vprašanje je, koliko smo stari, čisto preprosto vprašanje, koliko imamo do tistega trenutka, ko bomo v bistvu začeli sredstva, ki smo jih prihranili, porabljati. In drugo vprašanje, kakšen tip vlagatelja ste. Tukaj ima pa v bistvu psihologija oziroma naša toleranca do tveganja en velik pomemben del, ko se odločamo, v katerega od naložbenih razredov vlagati, tudi znotraj samega naložbenega razreda, konkretno pri vzajemnih skladih, v katerega od skladov glede na izpostavljenost tveganju. Pa mogoče bi opisala ta primer dveh deklet, ki sta si v bistvu čisto podobni v resnici, tudi po starosti sami, Manca in Tina, obe stari 40 let. Vzeli smo za primerjavo konkreten sklad, to je naš sklad Prvi izbor. Kot rečeno, vsi naložbeni razredi so izpostavljeni določenim nihanjem in prej ali slej, kot raste, začne tudi padati. Zato je pomembno, da si na začetku vsakega vstopa v katerokoli vrsto prihrankov določimo naložbeno strategijo. Tu nam lahko v veliki meri pomagajo izkušeni finančni svetovalci, ki naredijo z nami osebni pregled vse situacije in družinske in statusne, finančne in tega tudi, kdaj bomo določen denar v prihodnosti potrebovali. Naredili smo predstavljamo zgodbi dveh deklet v enem letu. Začeli bosta varčevati z enako vrednostjo 1000 evrov. 1. maja 2018 sta vložili 1000 evrov v Prvi izbor. Imata pa popolnoma različno toleranco do tveganja in Manca je tveganju bolj nenaklonjena. Kaj se je zgodilo leta 2018? Konec leta so trgi padli od 10 do 15% in seveda tudi naši skladi padajo. In Manca se je ustrašila in iz skladov izstopila, takoj ko je zaznala upad. Tu se ni končalo, trgi so še bolj padali in seveda je bila Manca zelo vesela, da je izstopila, kajti če ne bi imela še manj denarja, kot ga je imela, preden je prodala. Tina na drugi strani je pa tveganju mogoče malo bolj naklonjena oziroma se z manjšimi odstopanji ne obremenjuje, kajti gleda na svoje vlaganje kot dolgoročno. Pred sabo ima še kar nekaj let in tudi pač malo bolj pozna osebne finance in ve, da je konstanta na kapitalskih trgih nihajnost in da če bo vztrajala, bo prej ali slej seveda tudi nekaj dobila v zameno. Tako da Tina ostane v sami naložbi, na kar se trgi odbijajo in Manca opazi, trgi rastejo, mogoče pa čas spet za nakup. Ker je se to zgodilo z zakasnitvijo, ko je to opazila, seveda kupi točke, ki jih je prej prodala po dražji ceni, se pravi, ima manj točk skladov, kot jih je imela prej. In kaj se zgodi? Na koncu, po enem letu, ima Manca, kljub temu, da je bila veliko bolj aktivna na kapitalskih trgih, manj privarčevanega denarja kot Tina, ki je vztrajala pri svoji zastavljeni naložbeni strategiji. Zaključek te zgodbe je, da se pač čustvom ne smemo preveč podrejati oziroma, kot je Luka omenil, ostati moramo racionalni, dati čustva na stran. Tu je primer sicer na naložbenem razredu vzajemni skladi, ampak moramo vedeti, da katerakoli od izbranih naložb, ki bi jo uporabili za plemenitenje svojih prihrankov, je izpostavljena določenim nihajem in vedno znova se lahko zgodi, da nas nek nihaj premami in spodbudi k temu, da v bistvu se odločamo narobe, ne ravno sebi v prid. Ja, če še jaz mogoče sam pokomentiram tale primer, ki je sicer hipotetičen, ampak vam moram reči, da ni toliko daleč stran od tega, kar dejansko vidimo, da se na trgu dogaja in gre v skladu z unim čustvenim vrtiljakom, ki smo ga prej pokazala.
Zelo verjetno, glede na profil teh dveh gospodičen, seveda za obe dve KD prvi izbor ni bil najbolj primerna naložba, ker manjca, če se je v trenutku padanja tega ustrašila in je bil ta padec za njo prevelik, je bil najbrž delež delnic ali pa v tem konkretnem primeru delniškega vzajemnega sklada v njenem osebnem portfelju previsok. Tako da moj čist tak oseben nasvet je, da morate imeti portfelj postavljen, dolgoročno postavljen tako, da tudi, ko bodo trgi padali, da s tem mirno spite. Če vas karkoli obremenjuje, boh ne daj, da bi se zaradi tega po noč zbujali, pol nekaj z vašim portfeljem ni v redu oziroma imate že portfelj sam pozicioniran preveč tvegano in vas to obremenjuje na takšne načine, ki verjetno tudi za samo zdravje, če gremo tako daleč, niso v redu. Tako da dolgoročno oblikovanje portfelja, tako kot je Marija že izpostavila, je odvisno od večjih faktorjev, nekega čisto splošnega recepta se ne da dati, je odvisno od posameznika, od njegovih posebnih, specifičnih dejavnikov in zato tudi toliko poudarjamo ta osebni pogovor z našimi finančnimi svetovalci, ki potem tak portfelj tudi postavijo in ga probajo sooblikovati. Zdaj, kaj vpliva na to, kaj bomo imeli v portfelju? Na eni strani sigurno, kaj pričakujemo. Se pravi, vsi bi sigurno hoteli zaslužiti čim več, to je normalno, ampak moramo vedeti, da višji donosi sabo nosijo višje tveganje. Se pravi, prvi faktor je naložbeni cilj, neka pričakovanja glede donosnosti. Drug faktor, časovni horizont. Če bomo mi ta denar potrebovali čez 1 leto, potem delnice zelo verjetno za nas niso, oziroma lahko rečemo, da niso najboljši naložbeni razred, ker smo videli, kaj se na delniških trgih lahko zgodi in če moramo v takem trenutku prodajati, moramo vknjižiti izgubo. Potem naprej je pa seveda faktor tveganj. Na eni strani sama zmožnost sprejemanja tveganj, se pravi, koliko lahko prenesemo finančno, na drugi strani pa naša pripravljenost sprejemanja tveganj. Se pravi, tudi če smo mi sposobni prenesti višje tveganje, da imamo finančno neko zalogo, ampak zaradi tega slabo spimo, je vseeno mogoče fino to tveganje v portfelju malo zmanjšati. In potem vsi ostali faktorji od likvidnosti, davčnega vidika in vsega ostalega. Tako da teh dejavnikov je ogromen. Na koncu pa mora to pripeljati do nekega dolgoročno zastavljenega portfelja, strategije in cilj seveda je, da če imamo noter malo bolj tvegane naložbene razrede, da ob padcih ne odreagiramo panično, ampak probamo biti čim bolj racionalni. En način, da se temu lahko malo tudi izognemo, so tudi same sheme postopnih mesečnih vlaganj. Vemo, da že za nas profesionalce je izredno težko zadeti vrh ali pa dno na trgu, za varčevalce še toliko bolj, tako da to lovljenje se pogostokrat izkaže kot zelo nehvaležno in v tem primeru je ta metoda postopnega varčevanja zelo primeren način, da si skozi neko časovno obdobje enostavno razporedimo prihranke in jih postopno investiramo na trg. Tako je. Jaz vas bom zdaj povabila še k zastavljanju vprašanj, oziroma povabili smo vas na začetku in dobili smo eno vprašanje, ali slovenski pokojninski sklad SPIS tudi kaj vlaga v svetovne delnice. To sicer ni naše področje, ampak Luka mogoče lahko odgovoriva na to. Ja, težko za SPIS odgovarjam, ker nimamo nič s tem, najbrž v kakšnem procentu, ja, ampak to zdaj čisto na pamet govorim. To je res tisto, kar dobi, potem izplača, ker gre za ta državni prenos naših prispevkov v pokojninsko shemo. Za zaključek, če povzameva, v tem trenutku, ko se sami odločate za kam s svojimi prihranki, ne glede na to, koliko veliki so, koliko ugotovite, da si lahko na mesec privoščite, da date na stran za prihodnost, za tisto zadnje
življenjsko obdobje ali pa za nakup česa posebnega, je vedno pravi trenutek oziroma pravi odgovor na kdaj, zdaj. Ne glede na to, tudi sam graf dogajanja na kapitalskih trgih je pokazal, da kljub temu, da vsi govorimo, kako se je v bistvu svet zdaj ustavil, se v resnici ni ustavil, nekje se dogaja, nekje so prisotne rasti in leto 2020 je poleg tega, da je leto padcev, tudi v bistvu leto rasti. Tako da, če je kdaj priložnost, je priložnost vedno zdaj. Vedno obstajajo priložnosti. Kakšne so priložnosti, ki so za nas ustrezne, je odvisno od nas samih. Zato je vedno in znova vedno priporočljiv pogovor s finančnim svetovalcem. To so ljudje, ki so strokovno sposobljeni za to, da vas peljejo čez cel vaš pregled, se pravi, kje se nahajate v življenjski krivulji, kakšen tip vlagatelja ste in kateri naložbeni razred je za vas najbolj primeren. Sedaj smo pa dobili še kar nekaj vprašanj, tako da mogoče bi še na to odgovorila. Ali obstaja večje tveganje velike inflacije glede na veliko printanje denarja v zadnjih par mesecih? Ja, zelo na mestu vprašanje. Kot sem že omenil prej, trenutno zgleda, kot da inflacija ni, in noben se jo trenutno ne boji. Dejstvo pa je, da pač vse, kar se je zgodilo in vsi ukrepi, ki so jih centralne banke in fiskalne oblasti spustile v ekonomijo, so enormno povečale količino denarja v obtoku. Kar vidimo na trgu je, da je presežne likvidnosti res ogromno in trenutno je gospodarstvo še v šoku. Če pa ostanemo v okvirih te, jaz bi rekel temu, normalne ekonomske teorije, bi seveda, tako kot mislim, da že samo vprašanje namiguje, mogli v prihodnje pričakovati višjo inflacijo. To nas ne bi smeli presenetiti. Drug scenarij, ki pa tudi ni nemogoče, pa ta v bistvu scenarij, reče se mu japonifikacija, se pravi, da bi se dogajalo to, kar se dogaja na Japonskem zadnjih 15-20 let, kjer je pa v bistvu inflacija persistentno nizka, hkrati pa je nizka tudi gospodarska rast. Ampak ja, če probam pod črto odgovoriti, glede na enormno likvidnost, ki je trenutno v gospodarstvu, ko se zadeve začnejo popravljati, bi bilo za pričakovati, kot rečeno, da bo tudi inflacija začela rasti. No, nadaljujeva z drugim vprašanjem. Kakšni so stroški vlagatelja v vzajemne sklade? Zelo dobro vprašanje. Ja, pač stroški so, lahko mogoče, Marija, ti malo v številkah, jaz sam na splošno povem, eno je seveda upravljalska provizija, ki jo vsak sklad zaračunava za naše delo. To je strošek, ki je leten, izražen v odstotku in gre za odvisno od skladov denarnega trga 0,1% na leto do tam okrog 2% za bolj zahtevno upravljane strategije, kot so kakšni delniški skladi. Tako da to je pač leten strošek, ki je izražen že v sami točki vzajemnega sklada. Potem imamo pa še vstopne in izstopne stroške in ostale, ki jih pa vse skupaj v bistvu je pa izraženo v kazalniku TER. Tako da, Marija, ti mogoče malo v številkah, pa kako se na General Investments glede na konkurenco. Kar se tiče konkurence, smo v General Investments pod povprečjem konkurence glede stroškov, celotnih stroškov poslovanja. Moramo vedeti vsi vlagatelji, da vedno, ko se odločimo za katerikoli naložbeni razred, ugotovili smo prej, da tudi če imamo doma denar, nas to stane, ni zastonj, da ga imamo in sicer zgubljamo z inflacijo. Vedno moramo pogledati v bistvu, kakšni so tudi celotni stroški držanja svojih prihrankov v neki naložbi. In kar je posebej pomembno je, da če so ti stroški celotnega poslovanja nižji kot pri recimo konkurenci, zato bodite vedno pozorni, ko izbirate, kam greste, se tudi zaradi obrestnega računa v prihodnosti, se pravi, ko nekaj računa, v nek vložek daste v sklade in je potem ta strošek manjši, ki od celotnega zneska vzet, se v bistvu na koncu več stroškov, v bistvu večja masa prihrankov
obrestno v bistvu nalaga v daljšem časovnem obdobju in to ima na koncu pozitivne posledice na vaš celotni privarčevani znesek. Ali obstaja, to smo že, morda beseda ali dve o cost average efektu pri naložbenih policah? Ja, sej pač pri naložbenih policah ali pa direktno pri varčevanju vzajemne sklade logika ostaja enaka. Zdaj, če razdelimo nek znesek in ga razmejimo na neko časovno razdobje in se periodično vplačuje, na ta način seveda avtomatsko dosežemo cost averaging. In kot rečeno, zaradi tega, ker je praktično nemogoče zadeti vrh ali dno, je to ena zelo smiselna strategija za periodično varčevanje na dolgi rok. Tako. Ali se v primeru večje inflacije iz preteklih izkušenj lahko upa, da delnice ohranijo realno vrednost, če seveda zaradi nižanja BDP-ja v daljšem obdobju ne bi pač cene delnic padle? Ja, gotovo, pač delnice vemo iz zgodovine in tudi za naprej, da določen, mi rečemo temu inflation hedge, se pravi neko varovanje pred inflacijo inherentno nosijo v sebi. Tako da podjetja se seveda, spet odvisno zdaj od sektorja do sektorja, ampak podjetja se na okolje inflacije prilagajajo in posledično tudi na kapitalskih trgih z varčevanjem oziroma z investiranjem v lastniške vrednostne papirje, delnice, delniške vzajemne sklade, imamo ta del delno zaščiten pred inflacijo, sigurno. Katere produkte nudite pokojninski skladi? Tukaj bi mogoče povedala. Imamo cel spekter produktov. V sklopu celotne skupine Generali zavarovalnice, od seveda življenjskih zavarovanj z naložbeno komponento, pokojninskih skladov, ki jih nudi zavarovalnica in drugih produktov. Na naši strani, se pravi Generali Investmentsa, družbe za upravljanje, je pa seveda osnoven produkt, ki ga ponujamo, so vzajemni skladi. UCITS skladi, paleta naših vzajemnih skladov, ki so v tej tako imenovani umbrella strukturi, krovni strukturi, tako da tudi prehajanje med njimi za vas nima nobenih davčnih posledic. Bi pa še omenil to, mogoče oprosti, da tudi produkte, ki jih trži zavarovalnica, recimo konkretno pokojninski skladi, so upravljani pri nas. Tako. Kaj mislite o prekinitvi trajnika v mesecu padca in ponovni zagon v rasti? Torej, vložim denar, ostane vložen, vendar ne vlagam dodatnega denarja v času padca. To jih sva pokazala tudi na primeru 2 deklet, ampak še mogoče bolj podrobno. Izgubljena priložnost mogoče? Ja, zelo verjetno. Mislim, v tistem trenutku, ko trgi padajo, nikoli ne vemo, kdaj se bo to obrnilo in kakšen ta odboj bo oziroma koliko časa bo ta padec trajal. Kot nas pa uči zgodovina, je pa, da če si lahko damo takrat neke te panične ali pa čustvene reakcije na stran, pa probamo racionalno pristopiti k zadevi, pa imamo mogoče neka sredstva, ki čakajo na strani na take trenutke, je pa, jaz bi rekel, ne samo smiselno nadaljevati z vplačili, ampak mogoče, seveda odvisno od razmer, ampak celo kaj še dodatno plačati. In ne vem, čisto konkretno recimo letošnje leto, januarja, je bilo kar nekaj povpraševanja po delnicah, seveda po tej rasti, ki smo jo videli. Marca, po teh padcih, velike večine te zadeve niso več zanimale, pri čemer so bile cene 20% nižje kot januarja. Tako da to so malo iracionalne zgodbe, seveda je veliko faktorjev, kriza, ostale zadeve, ki vpliva na to, ampak
kot rečeno, v okolju, ko delniške naložbe, če recimo zdaj govorimo o naložbenem razredu, ki je najbolj volatilen, ko so te padci večji, kot so pokazala prej z indeksom VIX, je v teh trenutkih smiselno vložke povečati, ker ne vemo točno, kdaj bo dno, je to smiselno narediti v parih korakih. Se pravi, da zadeve malo razporedimo, pa postopno dokupujemo. Tako. Naj povem, da točno zaradi krize in posledic, ko so se ljudje umikali po krizi iz v bistvu vzajemnih skladov, smo oblikovali varčevalne načrte z v bistvu direktno SEPA bremenitvijo, ravno zaradi tega, da posamezniki bi avtomatično enkrat na mesec spodbujali, vlagali enkrat na mesec zneske, brez da bi razmišljali, kaj se trenutno dogaja na trgu, ker s tem v bistvu se izognemo temu, da res nehamo vlagati takrat, ko bi lahko kupili največ točk, ker moramo vedeti, da ko cena oziroma vrednost enote premoženja pade, lahko za isti znesek kupimo več točk istega sklada, kot smo jih recimo en mesec prej, ali jih bomo en mesec kasneje, ko bo točka ponovno zrasla. In v resnici ne priporočamo, da se v času, ko pač trgi padejo, ukine trajnik, ampak v bistvu kvečemo, da če kot padejo, se malo ta znesek poveča in v bistvu dobimo za isto količino denarja lahko večje število točk, se pravi več premoženja, ki bo v prihodnjem obdobju raslo. Ključno pa je, Marija, in to morava po moje še enkrat izpostaviti, ključno pa je, da imate pa portfelj oblikovan tako, da ustreza vam. Se pravi, če tle govorimo o 100% delniškem portfelju, pa vas ta volatilnost, ko trgi padajo za 25%, pa vi izgubite 25% svojega premoženja, da je to za vas preveč, potem imate neustrezno postavljen portfelj. Potem v portfelju enostavno ne morete imeti 100% delnic, ampak rabite imeti tudi naložbene razrede, ki so manj volatilni. In potem, ko pride trenutek, ko delnice padajo, ker volatilnost na trgu je, se mogoče relativno delež delniških naložb proba malo povečati in pač zajeti to zgodbo, v kateri je razlagala Marija. Tako da ključno je, kako je postavljen celoten portfelj in kakšno tveganje nosi. Počasi se bova mogla posloviti, ker smo že prešli uro, ampak vseeno še zadnje vprašanje bomo sprejeli, prosim za pojasnilo, zakaj ste v zadnjem obdobju vlagali v bančne delnice? V bančne delnice, mislim, smo zelo omejeno. Oprostite. Ker imamo v bistvu vseeno 160 slušateljev, pa ne vem, če vsi vejo, zakaj se gre, v resnici se gre za to, da pač naši skladi vlagajo v različne naložbene razrede, glede na strukturo, ki je predpisana v prospektu, tako da to vprašanje se nanaša na to. Ja, pač na samo strukturo in pozicioniranje verjetno naših vzajemnih skladov. Mi, če vam zelo na kratko, glede na to, da smo že kar dolgi, opišem sam, kaj smo počeli zelo na splošno. Smo bili že pred to krizo na naših vzajemnih skladih relativno konzervativno pozicionirani, se pravi, smo imeli delež denarja na nadpovprečnih ravneh, bi jaz temu rekel. Tako da smo v marcu padce izkoriščali predvsem za dokupovanje malo delniških naložb, zdaj po tem odboju se pa ta zadeva spet pregleduje. Tako da kar se tiče bančnih delnic, kaj zelo ekstremno jih niti nismo dokupovali, čisto iskreno, mogoče kakšne druge zadeve iz finančnega sektorja, pa ne toliko banke. Je pa zadeva zelo, mislim, nasplošno se praktično ne da odgovoriti, kakšne zadeve so mogoče bile, ki so pa zelo specifične za tisto določeno banko. Tako. Mi da se bom vas zahvalila za vsa zastavljena vprašanja, ki ste nam jih zastavili, nismo uspeli odgovoriti, ker jih je še kar nekaj, bomo odgovorili v komentarju na Facebooku, namreč tudi ta dogodek se prenaša tudi v živo prek Facebooka in v komentarju pod samim prenosom bomo odgovorili na vsa vprašanja. Tako da se vam zahvaljujemo za udeležbo
Zbralo se nas je kar nekaj, vidimo, da je ta tema zelo, zelo očitno zanimiva za vas. Če imate kakršnakoli vprašanja, smo vam na voljo na spletni strani generali-investments.si, pokličite nas, dostopni smo nadaljavo. Vidim, da je vprašanje tudi, ali se da skleniti preko zavarovalnice Generali vstop v sklade. Direktno ne, smo pa v bistvu zelo povezani tudi v samih poslovalnicah fizično, smo prisotni tako Generali Investments kot Generali, tako da obrnite se na vašega zastopnika oziroma kontaktirajte nas direktno in smo vam na voljo.